Hvala, ker ste se udeležili te predstavitve projekta Odprto učno okolje za vse generacije. V začetku bi jaz povedal mogoče zgodovino, zakaj in kako je prišlo do tega projekta, kaj so razlogi. Potem bom pa predal besedo zunanjim strokovnim sodelavcem, se pravi gospodu in gospe Lavin, ki pomagata pri tem projektu, že z zasnovo projektu in pa tudi pri izvedbi. Se pravi, zakaj je projekt Odprto učno okolje vse generacije? V vrtcu smo že nekaj let zaznavali, da krajevne skupnosti mogoče imajo manjše število otrok, manjše število priseljenih. Nasploh smo to ugotavljali v krajevni skupnosti Špitalič. Zaradi tega smo se odločili, da poiščemo neke vsebine, aktivnosti, ki bodo omogočile, da bo vrtec v kraju živel še naprej, ki bo omogočil tudi, da bo šola naprej v kraju živela in da bo s tem kraj kot jedro lahko oziroma kot kraj funkcioniral naprej. Izhajali smo iz tega, z gospod Lavin in z gospodom Lavinom sodelujemo že več let, glede na to, da sta pri nas tudi izvajala izobraževanje senzibilizacije, ki sta jih izvajala tudi v vrtcu Slovenska Bistrica, ki je danes tudi prisoten. Lep dober večer, gospa Ivana. In nekako smo imeli tako izhodišče, kaj pa je, se pravi tisto, kaj v današnji družbi pogrešamo. Pogrešamo otroka v naravi, pogrešamo otroka v skupnosti, v medgeneracijskem druženju in to je tisto, kar je mogoče pa zelo pozitivno, kar v mestnih jedrih mogoče toliko izhodišč ni. Ponuja pa to naravo, kulturno in naravno dediščino, pa se pravi te lokacije na krajevnih skupnostih. Prijavili smo se pravi, začeli smo skupaj postavljati ta projekt in ga tudi uspešno zaključili, se pravi, bili izbrani na tem projektu. Začeli smo ga izvajati v tem koledarskem letu in o aktivnostih in pa o tem, kaj nas še čaka, bosta pa povedala več gospa in gospod Lavin in jima tudi predajam besedo. Hvala. Hvala lepa za te uvodne besede. Predstavili vam bomo projekt Odprto učno okolje za vse generacije, ki je zelo, zelo večplasten. Lepo vas pozdravljam tukaj v Slovenskih Konjicah, tako kot je ravnatelj vrtca, ki je vodilni partner v projektu, že povedal. Se projekt odvija v 3 krajih, na večjih lokacijah, ne samo na 3, se pravi v Špitaliču, Slovenskih Konjicah in Stranicah. In zaobsega res vse generacije oziroma zelo različna področja življenja, ker hočemo s projektnimi aktivnostmi, tako če povzamem, če zaobjamem vse vsebine, vzpostaviti zdrav življenjski slog. Projekt je namenjen ranljivim skupinam, poteka v okviru Lasa od Pohorja do Bohorja in preko vrtcev in šol in preko krajanov skušamo vzpostaviti ponotranjen, globlji odnos do narave. Zdaj bi pa povabila vse, ki aktivno sodelujete v Slovenskih Konjicah v projektu, da stopite naprej, da se nas vidi. Mojca tudi. Mojca, ja. Ja, Janja Brglez, prosim. Pa ja, vi tudi. Daniela Šulc, turistični vodniki. Ja. Tako da nas je kar veliko, ampak sploh še nismo vsi. Tako da tukaj je zdaj cela ekipa od vzgojiteljev do gozdarjev, Niko Laznik, ki je realiziral te učilnice na prostem, in turistični vodniki, Tatjana iz
Tatjana iz Stranic, Niko je tudi turistični vodnik, partner v projektu Knjižnica Slovenske Konjice oziroma TIC, Tjaša Kangler. Zelo različne organizacije vključujemo in s tem tudi delujemo zelo medsektorsko. Tako da jaz se vam zdaj zahvaljujem za to, da smo se predstavili. Boste pa še imeli priliko za svoje besede. Zdaj sam projekt je zelo inovativen in običajno, ko se uvajajo v kraje inovativne vsebine, je potrebno kar veliko probojnosti. Včasih se težko razume, da se lahko poveže tako različne sektorje, kot je vrtec, turizem in tako naprej. Ampak z programi se da res ogromno stvari premakniti in prav ta seznanitev, da krajani spoznajo, kakšen je doprinos pristopa, ki temelji na geomantični analizi. O tem bo v nadaljevanju več povedal Robi Lavin, ki se s tem področjem ukvarja že 20 let. Z geomantično analizo mi v bistvu vzpostavljamo zdrave temelje za razvoj v okolju. Pa naj se v začetku še predstavim, prihajamo iz Zavoda za celostni razvoj Anima Mundi z Primorske, iz Sežane, in v naših dejavnostih, ki so tudi zelo celostne in večplastne, se ukvarjamo z urbanističnim načrtovanjem, ki obsega geomantične analize, se pravi, da se razišče vitalno-energijski potencial pokrajine, na podlagi tega se potem pristopi k načrtovanju. Takemu načinu načrtovanja, tak način uporabljajo že zelo dolgo v Nemčiji, kjer je tudi za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno imeti vitalno-energijski pregled lokacij in običajno je tako, kot pravi tudi župan občine Polzela, ker smo ravnokar zaključili podoben projekt, da tisto, kar je v Nemčiji, prej ali slej pride tudi k nam. Zdaj seveda v Sloveniji so te stvari nove, imamo pa realiziran občinski prostorski načrt v občini Domžale leta 2009, kjer je bila prvič v Sloveniji vključena tudi geomantična analiza v prostorsko načrtovanje. Z zelenim turizmom se ukvarjamo enih 5-6 let, od 2013 pravzaprav, in razvijamo te programe tako v Sloveniji kot tudi precej na Hrvaškem. Z izobraževanji, to je pa predvsem moj sektor, za vrtce in se pravi za učitelje in vzgojitelje, pa tudi že od leta 2000, ko sem vodila en večji projekt za Belgijsko kraljevo fundacijo in Svet Evrope na Krasu, pilotno akcijo pravzaprav Kras izrazi krajine, kjer sem začela tako intenzivno delati z dediščino in tudi z senzibilizacijo. To pa pomeni, da ne obravnavamo dediščino samo po tem podatkovnem pomenu, tisto, kar ima en zgodovinski značaj in tako naprej, ampak da dediščino poskušamo dojeti, spoznati tudi čisto individualno z občutenjem, kaj nam v bistvu prinaša v naše življenje osebno in seveda skozi ustvarjalnost. Tako da najprej je doživljanje dediščine, potem pa ustvarjalni pristop in na ta način smo se lotili te tematike tudi v projektu Odprto učno okolje za vse generacije. V projektu je nastalo že 15 različnih tem, ki so jih oblikovale vzgojiteljice in učiteljica šole tukaj, ne učiteljice šol, ki imamo tudi Špitalič vključen. In vsaka tema je drugačna, vsaka dejavnost je zastavljena individualno in to je tudi tisto bogastvo in doprinos, ki ga prinaša projekt. Tako da v bistvu obsegamo vse segmente v pokrajini, tako kulturo kot naravo in družbo. Zdaj, če pogledamo prav te dve
recimo v pokrajino razumemo kot živ organizem, se pravi, da ima poleg vitalno-energijske te fizične pojavnosti tudi življenjsko energijo in svoje duhovne danosti, kar je znano iz naše dediščine, to so poznale prejšnje kulture. In človek je pa tukaj tisti pomemben ustvarjalec, veste, da vedno nekaj gradimo, postavljamo, v vseh časih je to bilo tako in seveda, če to postavljamo z občutkom do pokrajine, pol je to veliko bolj zdravo in za naše potomce, za dolgoživost naše civilizacije, naših potomcev dobro. V človeku skušamo vzbuditi ta stik z notranjim jazom in hkrati gojiti intuitivne pristope, ki so pa spet v izobraževanju zapostavljeni. Če se samo še obrnemo na dediščino slovenskih konic, jaz imam tukaj za nalašč malo posebne fotografije, ne, vsi vemo, da so Konjice zelo staro mesto, da je bilo področje naseljeno že v neolitiku, pa za časa Keltov, v času starih Rimljanov je bilo tukaj pomembno križišče in v bistvu je bila tukaj meja med tema dvema področjima in tako naprej. In v srednjem veku je to eno prvih mest v Sloveniji, ki dobi tržne pravice, tako da je res en tak biser v slovenskem prostoru. Jaz bi pa sam tukaj dva segmenta izpostavila. Eno so drevesa, ker se ukvarjamo z naravo v samem projektu in tukaj imamo ta mogočen hrast iz Baronvaja, tega parka v mestnem jedru, in pa samo Konjiško goro, ki je značilna po tej legendi o zmaju, in bi spomnila na to, da so zmaji res v evropski kulturi tista slaba bitja, ne, ki jih običajno pokonča sveti Jurij, včasih sveti Mihael. V resnici so pa zmaji simboli prvinske sile zemlje in mislim, da je čas, da jih začnemo tudi drugače dojemati. In tudi s tem se ukvarjamo v našem projektu, da se na ta prvinski način povežemo z naravo, povežemo s pokrajino in začnemo te sile narave spoštovati in jih čim bolj pristno dojemati, vključevati v svoje življenje. Tako kot sem rekla, so drevesa naši veliki sopotniki v življenju, vsaka drevesna vrsta nam prinaša eno svojo energijo, svojo atmosfero, s tem razvita je tudi dendroterapija, recimo v svetu priznan način zdravljenja in predstavlja vejo kvantne holistične medicine, tako da tudi pri vas je to zelo, zelo velik potencial za oblikovanje tudi turističnih programov. Tako da jaz bi zdaj predala besedo Robiju, da vas seznani s kakšnimi potenciali razpolagate v vašem kraju, kaj je tisto, kar je najbolj izrazito. Vrednote in pristopi, ki jih uvaja projekt drugačnega učenja za naravo, ravno tako zelenega turizma, ki varuje dediščino, jih bo potrebno izvajati na dolgi rok, če želimo priti do pravih rezultatov. Človeštvo se sooča z zgodovinskimi vprašanji v odnosu do okolja zaradi ekoloških podnebnih sprememb in vsak projekt, ki se ukvarja z okoljem, tako kot naš, ima posebno priložnost, da daje doprinos pri spremembi, pri povezavi z zemljo. Tako da prioriteta našega projekta je predvsem, če govorimo o vprašanju okoljske odgovornosti, jaz bom kar stal, imam večji stik z vami, okoljske odgovornosti in pa osveščanja je predvsem novo zorenje učenja z naravo. Tako da geomantija je
predvsem pripomogla pri projektu, da se je prostor na vseh 3 lokacijah raziskal pri teh posebnostih. In okolje je pravzaprav hrana, se pravi, okolje ima svojo energijo in to je dejansko dobesedno hrana za naše življenje. Tako da z raziskavo smo mi odkrili te potenciale in razvili tale produkt kot, lahko rečemo, kot nek pripravek, kot jed, ne? Ker vsi elementi v prostoru so neke posebne začimbe in posebne sestavine te hrane, tako da to je, lahko rečemo, v projektu vse skupaj zakuhala prav geomantija. Kaj je geomantija? Geomantija je energijsko zemljemerstvo, energijska geografija. Z geomantijo se ukvarjam 20 let pri pregledih bivalnih prostorov, tako hiš, naselij, poslovnega okolja z svetovanjem, zdravljenjem in potem z razvojem zelenega turizma. Predvsem je pa posebnost mojega dela mentorski pristop na osnovi potem raziskave v delu z naročnikom kot svetovanje. Tako da v tej smeri sem tudi prejel priznanje Gospodarske zbornice leta 2010 za geomantijsko poslovno svetovanje. Se pravi, v kombinaciji dela z prostorom in z ljudmi. Tako da geomantijski zemljevidi služijo kot podlaga za prostorsko načrtovanje občin, za turistično promocijo in nasplošno za okoljsko ozaveščanje. V osnovi je geomantija staro znanje naših prednikov, tisoče let staro znanje za domovanje skupnosti. V vsakem kraju, tam, kjer delam, raziščem, kje so posebne nosilne točke, ki kažejo živost povezave z dediščino, tako da za Slovenske Konjice me ne skrbi. Je pa, kar bomo potem tudi kasneje videli v analizi, zelo pomembno oba pola analizirati, se pravi, koliko je kraj varen, povezan z tradicijo, z zgodovino in z dediščino in koliko ima po drugi strani tudi živosti za razvoj, za prihodnost. Tako da to so primeri potem sodobne geomantije, kjer se ukvarjamo z prostorskimi boleznimi, z reševanjem potem težav, ki so v prostoru, kot geobiologija, ki je znana v Nemčiji, se pravi predvsem tudi pri varovanju okolja, pred spornimi posegi urbanizma, se pravi sodobna ekologija. Vsak kraj ima svoj karakter in to je podobno kot pri človeku zelo zasidran. Se pravi, ta karakter določa arhitektura krajina, ureditev okolja. Po drugi strani imamo potem prebivalce, ki določajo neko mentaliteto, neko stanje razpoloženja in oba pola delujeta soodvisno. Se pravi, pri nekem vzdušju, ki ga ima mesto. In mehki programi povezovanja z naravo dajejo, tako kot je naš projekt, potem kraju, mestu, dajejo to univerzalno kvaliteto zemlje, sproščajo napetosti v kraju in karakterju kraja dajejo notranjo vrednost samozavedanja svoje identitete in korenin. Ker globalni trendi, to moramo poudariti, ugotavljamo, globalni trendi nas zelo tržejo stran od korenin, nekako delajo nas vse enake in dejansko je vse dostopno, zahvaljujoč, se pravi, sodobni tehnologiji, ampak po drugi strani ugotovitve kažejo, da različna sodobna mesta potem postajajo dobesedno izgubljena. Tako da preusmeritev pozornosti z različnimi programi na potenciale pokrajine, na dediščino, na to, kar okolje in prebivalci v resnici so, čisto primarno gledano, postaja zaradi tega, ker smo v sodobnem času globalnih trendov zelo podvrženi različnim pritiskom, postaja zmeraj bolj cenjeno. Tako da temu služi tudi geomantijska analiza, da ovrednoti predvsem, se pravi, te karakteristike okolja, hkrati sama analiza služi kot strokovna podlaga za načrtovanje občine in tako, kot sem rekel, za turistični zemljevid. Identiteta Slovenskih Konjic ni ogrožena, za prepoznavnost kraja pa vemo, koliko truda in napora se vlaga z različnimi študijami za razvoj turizma na državni in lokalni ravni.
ampak nekaj se pa neprenehno pozablja. Se pravi, tukaj je en spregleden vidik, se pravi, te vitalno-energijske ravni. Zakaj? Ker v vsakem kraju so določene nosilne točke, ki imajo svojo energijo in te nosilne točke predstavljajo identiteto kraja. Ne? Tako da ta del je večkrat spregleden in temu služi geomantijska analiza. Zdaj, slovenske Konjice so značilne, da so bioenergijsko kompaktno mesto in Stari trg je, če si predstavljate, hrbtenica. In kar je posebnost je, da dejansko imate živega zmaja, se pravi zmajevo linijo, ki teče potem po Starem trgu iz Konjiške gore in Sveti Jurij dejansko regulira tega zmaja. Ne? Hrbet v parku Trebnik je zelo pomemben zaradi tega, ker v vsakem mestu je razmerje zelenih in grajenih površin odločilno pri definiranju zdravja prostora. Tako da tale hrbet, kjer imamo pa potem mi tudi programe v parku, je pomemben zaradi tega, ker predvsem usmerja tega zmaja skozi Stari trg v mesto in to je ena nosilna, osnovna, pozitivna dominanta slovenskih Konjic. Se pravi, govorimo o telesu pokrajine, ki ima svoje organe, ima svoje značilnosti, ima svoj karakter in značaj in tale osnovna os slovenskih Konjic je glavna žila telesa, se pravi, mesta. Tako da, če gledamo zdaj nek negativni scenarij, da bi se na tej osi te glavne energijske linije postavljali neki sporni posegi, potem bi takoj, kar je večkrat moja naloga, recimo pri urbanističnem načrtovanju, takoj bi se pokazal upad optimizma oziroma neko slabo počutje in razpoloženje. Ključen vir, ki smo ga odkrili, se pravi, kot lokacija za naše programe v okviru projekta, je srčni center v parku Trebnik, kjer smo postavili labirint, o katerem bo potem Karin tudi povedala. To je srčna kvaliteta, predvsem te univerzalne ljubezni in združevanja polarnosti. Se pravi, cela os od Konjiške gore do tega srčnega centra, pa navzdol po Starem trgu, je to glavna, centralna os, ki združuje nasprotja, če si zdaj predstavljate. To je tale zmajeva linija, ki je široka 8 metrov. Tako da ko pridemo v Stari trg in ko pridemo v območje kulturne dediščine Konjic, obstaja neka čarobnost, ki obiskovalca večkrat prežame in si ne zna razložiti. In to je ta zmajev tok, ki teče, se pravi, to je kvaliteta te glavne žile pretakanja življenjske energije. Mogoče čisto na kratko, kako vi kot domačini ocenjujete svoj kraj, recimo od 1 do 5, čistko? 6. Še kdo? Geomantijsko merilo trajnosti je zadovoljstvo prebivalcev in energijska živost kraja. Ne? To je osnovno merilo. Tako da na kratko glede geomantije, se pravi, vsak kraj obravnavamo kot živ organizem, ne poslužujemo se nekih tehničnih analiz, kot so znane za radiestezijske meritve, pri interpretiranju točk, ki so v pokrajini zelo pomembne, na ravni moči. Zato, ker so se časi zelo spremenili in pojem moči je postal preveč zlorabljen. Tako da v naših turističnih kartah predvsem interpretiramo pokrajino v vsej tej raznolikosti, kakšen ima značaj in to je pomembno potem za obiskovalca, da res to avtentičnost in edinstvenost vsakega kraja nekako prepozna kot en karakter pokrajine. Ne? Potem zelo pomembno je, da se vidi ta soodvisni ekosistem prebivalcev kraja, krajine in tudi potem obiskovalcev. Se pravi, to je nek živ soodvisni ekosistem, ki kroži in skozi naše analize je potem pomembno tudi videti pri razvoju zelenega turizma,
kar je za Slovenske Konjice po moji presoji tudi zelo pomembno, ker predvsem pri definiranju razlike med masovnim in zelenim turizmom. Se pravi, v Konjicah je ta komponenta še zelo labilna, po moji zaznavi, ker se turistične struje zelo nekako usmerjajo govorim čisto po prostoru, v različne smeri in je potrebno bolj definirati pojem zelenega turizma. Tudi prav, se pravi, potencial prostora starega trga rabi dosti več dinamike še, da bo dejansko zaživel z polnimi pljuči. Tako da tukaj so čisto še tudi odprti resursi za razvoj kraja in to je ena temeljna okoljska odgovornost in tudi analiza za turistične programe skozi podlago projektu Geomantije, da analiziramo to, kar je staro kot ohranjeno, po drugi strani pa kje so neizkoriščeni potenciali za trajnostni razvoj. Zdaj en vzorec, ki je nasplošno zelo preživet v družbi, je vzorec ločevalnosti, tako med sektorji, panogami, med ravnmi bivanja in tudi med generacijami. Tako da naloga našega projekta je, da tudi različne potenciale v prostoru, govorim tudi v Konjicah, da generacijsko preplete. Tako da ta del kot ena naloga našega projekta pri povezovanju z naravo, zaradi tega, ker je v vzorcu ločevalnosti razumljivo ločena tudi narava, je to en splošen alarm v našem načinu življenja in tudi v projektnem delu primera tudi našega projekta, da reagiramo z večjo odgovornostjo in da pokažemo rezultate pri odpiranju vrat potem za razvoj kraja za v bodoče. Tako da v našem projektu imamo 3 lokacije, ki so analizirane. Zelo zanimivo je, da vse 3 lokacije imajo nek skupni imenovalec vodnega toka. Voda ima en zelo močen spomin v pokrajini in na ta način sem našel ene zanimive povezave tudi glede vseh 3 lokacij. Zdaj za Špitalič na kratko govorimo o naravnem gaju, kjer je vzpostavljena učilnica na prostem, ki je ena posebna kvaliteta enega svetega prostora, ki združuje rastlinski, živalski svet in pa skupnost, in pa potem lokacija vis-a-vis šole ob Žičnici, ki je zdravilna in sprošča kreativnost in vitalnost pri človeku. Stranice so pa en poseben potencial v prostoru, pravi bazen miru in kvalitete blagostanja, tako da tale voda spet v Stranicah nosi en močen spomin, kako lahko potem z primernimi poglobljenimi programi turizma obiskovalec doživi tole povezavo z svojimi pozitivnimi podedovanimi kvalitetami, ki jih nosi nekje v sebi. Hkrati je voda zverovje zdravilna in je to en močen potencial tudi potem pri doživljanju čist kvalitete same vode za zeleni turizem. Naša naloga v projektih čisto na kratko je, da najprej identificiramo te naravne vire, varujemo okolje, programi, kjer se izvaja zeleni turizem, da so varovani pred kakršnim koli geopadskim stresom in da hkrati reguliramo turizem. Turizem pa reguliramo na ta način, da z mehkimi izobraževanji osveščamo tako domačine, bodoče vodiče in pa seveda tudi potencialne potem obiskovalce. Zakaj? Da obiskovalci ne trošijo, ko pridejo v kraj, ampak da za svojo radovednostjo, za tem kulturnim, izobraževalnim, zelenim turizmom pravzaprav dajo pozornost kraju in na ta način se vzpostavlja ta pravilen krogotok. Tako da glavna naloga zelenega turizma je, da dejansko aktivira krogotok dajanja in prejemanja. To kroženje kot naravni cikel je zelo pomembno zaradi samega potrošniškega načina življenja, ki tudi v področju turizma ima te negativne trende trošenja teh potencialov, ki so v
v pokrajini. Tukaj imamo srčno žilo organizma Slovenskih Goric, se pravi sam potok Ribnica je v neposredni osi te zmajeve linije in tudi spomin potoka Ribnice ima eno staro vibracijo, kjer lahko potem z programi zelenega turizma se to obuja. Če človek verjame v naravo, to je pač čisto ta duhovna raven legend in pričevanj, ki sem jo tudi jaz zaznal kot ta skriti del zmaja, ki je skrit v Koniški gori. Če verjamemo v naravo, to govori čisto spomin potoka Ribnica. Se lahko dogajajo čudeži. Tako da to so te tudi mitološka izročila in ena globlja, skrita, podedovana kvaliteta kraja, ki se jo potem začuti, ko se izvaja te programe poglobljenega turizma. Zdaj, če odpremo računalnik in pokažemo neko sliko narave, zelo zanimivo je recimo tudi v kontekstu našega projekta Odprto učno okolje za vse generacije, kar mi delamo potem v naših izobraževanjih, nekako te interaktivne oblike učenja, da so zelo velike razlike generacijske v reakciji. Se pravi, stara generacija reagira tako, da želi, če odpremo zdaj računalnik, nekako tu vse neposredno primarno začutiti, medtem ko mlajše generacije reagirajo virtualno, v tem primeru bi recimo reagirali, ja, zdaj bi jaz to fotografijo nekako drugače obarval, pa bi dal neki Photoshop gor, ker so tako vajeni te sodobne tehnologije. Ampak po drugi strani, če delamo virtualno, se učimo na virtualen način, si zapravimo to priložnost dejanskega vitaliziranja in neposrednega učenja direktno v naravi, ker narava socializira in dejansko potem pride do tega stičišča tudi samih generacij. Moje priporočilo za učenje tega odprtega učnega okolja na celosten način je prvič, da velja enako za otroke in odrasle, da ne bo pomote, da smo redovedni in čuječi, da imamo pristno dobro počutje in spontanost, da se učimo iz narave in da razmišljamo za svojo glavo. Se pravi, takrat, ko bojo otroci se dejansko priklopili na tradicijo, spoštovali dediščino in hkrati razmišljali za svojo glavo, po moji oceni, čisto preprosto povedano, takrat lahko govorimo o neke vrste trajnostnem razvoju. Tako da dela je zelo dost in ti programi rabijo čas. To ni čez noč, govorimo o nekem dolgoročni viziji za izboljšanje kvalitete bivanja in za učenje v naravi. Tukaj so 4 temeljni pogoji za uspešno doživljanje danosti naravnih energij, vezano na programe zelenega turizma in poglobljeno doživljanje naravne in kulturne dediščine, se pravi tale odkrit odnos do sebe, do okolja, ki ga obiščemo, da se prepustimo svojim občutkom, ki so hkrati tudi občutki, ki so se pravi povezani z doživljanjem okolja, da ni to nekako ločeno, kot sem rekel prej, tale vzorec ločevalnosti nekako moramo preraščati, da povezujemo tudi različne ravni bivanja v okolju in da razvijemo intuicijo in celosten pristop. To so neki temeljni pojmi geomatijskega zelenega turizma. Pravzaprav je to tradicionalna naravna terapija naših prednikov, ki so se zdravili v naravi. Našim prednikom je narava dejansko bila lekarna. Mi smo pa dejansko to vedenje izgubili in temu služi tudi projekt, da obuja tisto, kar je nekako se pozabilo. In geomatijski zeleni turizem je neke vrste naslednik starega romanja na svete kraje naših prednikov. Za zaključek še osnovna izhodišča tega programa. Govorimo o učenju neke vrste novega jezika. Kot če se učimo jezik, nov jezik, je to podobno
skozi izobraževanja, ki jih je vodila Karin, govorimo o nekem novem jeziku, ki ga je treba trenirati, se pravi, trenirati ga je treba v praksi, v naravi, in na ta način se aktivira ta srčen pristop, da nimamo samo razmišljanje z glavo, kot sem rekel prej, težave mlajše generacije. Da spoznavamo sporočila naravne in kulturne dediščine, da se vračamo na te skupne temelje in pa seveda ta prožen stik z različnimi čutili. Hvala lepa. Če zdaj osvetlimo malo ta posamezna področja projekta, izobraževanje, zakaj poteka na tak specifičen način, da se v bistvu poglabljamo v pokrajino, se poglabljamo v naravo, zaradi tega, ker se tako tudi otroci, ker vsa ta znanja, ki jih pridobijo, recimo učitelji in vzgojitelji, jih prenesejo v svoje delo, tako kot sem rekla, izoblikovanih je že 15 različnih dejavnosti in s tem, ko otroke mi navajamo, da tudi občutijo, da prisluhnejo svojemu občutenju narave ali pa kulturne dediščine, tudi ta splošna znanja, ki jih dobivajo v izobraževanju, lažje ponotranjijo. Zelo pomembno je tudi, da razvijemo potencial posameznika oziroma notranjo motivacijo. Vsi vemo, da je to tista moč, ki nas potem žene skozi življenje in tudi nas dela najbolj zadovoljne. In vsekakor tako potem tudi nastajajo presežki, lahko rečemo, v naših individualnih življenjih. To je zdaj ta segment izobraževanja za vzgojitelje in učitelje. Sama tematika je bila gost in inteligenca narave, se pravi, da narava nosi tudi svojo modrost in da je zelo pomembno, da se naučimo ji prisluhniti. Obsega izkustveno učenje in predvsem za otroke je zelo pomembno, da se naučijo iskati znanja v svojem domačem okolju, neposredno, v odprtem učnem okolju in s tem prepoznava tudi identiteto domačega kraja, kar pomeni, da bojo verjetneje potem se v ta kraj tudi po pridobljeni izobrazbi vračali. In turizem, pa še preden začnem, bi prosila Tjašo Kangler kot predstavnico partnerja v projektu, da pove par besed, zakaj so se oni odločili za sodelovanje pri taki obravnavi pokrajine. Hvala za besedo. Bom se takole postavila, najlažje. Torej, Javni zavod Splošna knjižnica, v okviru katerega deluje tudi naš turistično-informacijski center, je k sodelovanju povabil Vrtec Slovenske Konjice. In ko smo slišali, za kakšen projekt gre, za povezovalni in tudi pravzaprav za učilnice na prostem, ki bodo čisto fizično nastale, smo tudi mi bili radovedni in čuječi in smo seveda rekli, da mi smo za, da bomo k temu pristopili. Zaradi tega, ker se nam je zdelo, da v bistvu turistični vodniki, ki jih sicer usposabljamo v naši organizaciji, tovrstna znanja potrebujejo. Zakaj? Zaradi tega, ker vsi se vračamo nazaj k človeku, k samemu sebi, vsi bežimo na nek način od te zdivjane, tehnično podprte družbe, torej nazaj v naravo, nazaj k tistim našim koreninam. In to bi morali imeti v mislih tudi ljudje, ki skozi naše kraje popeljejo ljudi, obiskovalce od drugod. Torej, da se znajo vživeti na nek način v samo okolje, da ga znajo razumeti, da poznajo njegovo dinamiko. In zato, ko smo prebrali, kaj pravzaprav je geomantija, da je to v bistvu razumevanje zemlje kot človeškega organizma, se nam je to zdela ena taka res lep pristop. In se nam je zdelo, da bi naši turistični vodniki zaradi tega lahko postali boljši. Jaz mislim, da se nam je skozi to izobraževanje to izkazalo tudi za resnično. Torej, gre za neko dopolnilo k osnovnim znanjem naših turističnih vodnikov. Tako gredo čez naše mesto, zdaj lahko to vodenje obogatijo z nekaterimi stvarmi, ki ste jih danes slišali,
lahko spregovorijo o zmajevi črti, o hrbtenici mesta, o drevesih, ki so tukaj starodavna in ki dajo nek poseben pečat mestu. Skratka, vodenje, ki ni več zgolj faktografsko, ko ne prodajamo samo letnic in tega, ampak smo dejansko v bistvu človeški do ljudi, ki k nam prihajajo. Seveda pa po drugi strani to pomeni višjo kakovost življenja za nas, ljudi, ki tukaj živimo, torej ne samo za tiste, ki k nam prihajajo, ampak to, tisti, ki ste videli, kaj se dogaja v Špitaliču, kaj se dogaja na Stranicah in tukaj v Konicah, torej s tem projektom in tudi vsemi ostalimi aktivnostmi, ki jih peljejo na teh lokacijah, to pomeni dejansko, da se peljejo projekti, ki nam, domačinom, v prvi vrsti prinašajo boljši danes, seveda za boljši jutri. Tako da iskrene čestitke vsem sodelujočim v projektu, predvsem pa tistim, ki boste s tem delom nadaljevali tudi, ko bo ta projekt formalno zaključen, kajti to je pravzaprav namen vsega tega skupaj. Če malce ošvrknemo področje turizma, kaj se dogaja v krajih, ki so v špici turistični, če rečemo, po obiskanosti in tako naprej, potrošništvo, ki ga poznamo v slogu življenja, ki prevladuje v današnji družbi, je seveda ravno tako razširjeno v turizmu in temu se pravi trošenje krajev. To pomeni, da kraji, tudi že Ljubljana, postajajo vse bolj samo neka kulisa za spektakel, lahko rečemo. In to je tudi Evropska unija to prepoznava že s prejšnjim oziroma s tem programskim obdobjem, ki se ravnokar izteka, kot veliko nevarnost za dediščino, pa tudi za trajnostni razvoj Evrope. In zato so tudi politike tako usmerjene, da v bistvu je potrebno uvajati, seveda regulirati tokove turistov, predvsem pa uvajati drugačne pristope in mi skušamo prav s tem mehkim izobraževanjem in informiranjem, osveščanjem pomagati tudi obiskovalcem do poglobljenih izkušenj, do poglobljenih doživetij, teh tako popularnih 5-zvezdičnih doživetij, kot se jim reče v zadnjem času, in tudi ohranjati kraj. Se pravi, da, tako kot je Robi poudaril, da obiskovalec ne troši več kraja, ampak svojo prisotnostjo skozi sam program k kraju in k vitalnosti kraja prispeva. Hkrati so pa programi oblikovanja avtentično, se pravi, da izhajajo iz same danosti pokrajine, kar ste videli prej v predstavitvi te analize Slovenskih Konjic, in seveda zelo pomembno je, da so nosilci domačini. Ravno oni bojo najbolj učinkovito predstavljali svoj kraj in hkrati prispevali k avtentičnosti programa. Zdaj, model geozelenega turizma smo nekako postavili na teh 5 stebrov, lahko rečemo. Eno je ta osredinjenost v sebi, ki jo sodoben človek v glavnem nima, ali pa to, kar zadnje čase slišimo kot programe čuječnosti. Potem povezanost z naravo. Tukaj je zelo pomembno, da se naučimo ponovno z naravo sodelovati. Tisto, kar so naši predniki znali, lahko rečemo, da so vedno tako vsaj z enim ušesom naravo tudi poslušali, da so bili zelo pazljivi, kaj bojo naredili z nekim spoštovanjem. To je en tak cilj tudi v tem segmentu turizma. In to, kar mi nekako s tem dajemo obiskovalcem, temu pravimo, da je najboljši spominek, ker če mi naučimo obiskovalca, kako se povezati z drevesom, potem bo on to znal vse povsod, kamor bo prišel, tudi doma, ko se bo vrnil, ali pa na drugih krajih. Umetnost je tukaj vključena absolutno zaradi večjih, zaradi same ustvarjalnosti, seveda in tako, ampak ne izpostavim lepoto kot tisto, kar nas že
samo iskanje lepote, ne, nas povezuje z eno globjo resničnostjo narave, z enimi arhetipi v naravi in daje seveda doživetju absolutno en izjemen čar, če gledamo z vidika obiskovalca. Dediščina, znanje kulture, zelo poenostavljeno rečeno, in modrost narave, se pravi naravna in kulturna dediščina, kako v bistvu v vseh teh vidikih iskati tisto, kar spet iskati znanja, ker ne učijo se samo otroci, neprenehno se moramo učiti tudi odrasli. In soustvarjanje, sodelovanje, to je pa ta spoštujoč odnos do narave, da znamo ponovno s kraji, ne samo z naravo, sodelovati. Zdaj mi v programih sodelujemo tudi z Univerzo na Primorskem, izdelali smo osnutek za certificiranje geozelenega turizma, ko smo se pripravljali na Interregov razpis. Imamo tudi podporo Slovenske turistične organizacije. No in tako je izgledalo zdaj to izobraževanje za turistične vodnike, ni še čisto gotovo, še 2 srečanji sta pred nami, zelo veliko smo neposredno v okolju. In če gremo zdaj na učilnice na prostem, ki so nastale v vseh 3 krajih, s tem, da imamo v Stranicah 2 lokaciji in tukaj v Konjicah je to srčni center v parku Trebnik. V tem centru smo postavili labirint. Risba labirinta je narisana avtentično, tako da odraža značaj same lokacije. Z Robijem, kjerkoli sva postavljala labirinte, sva vedno na poglobljen način, s tem, da sva se precej ukvarjala z lokacijo in potem inspirativno dobila rešitev za risbo, ki res vso kvaliteto kraja pokaže navzven. Tako da hoja po takem labirintu nas še toliko bolj poveže z lokacijo in tukaj je seveda presežek to, da gre za srčni center mesta, ne. Se pravi, da ima sama lokacija že zelo, zelo ugoden značaj, tako za obiskovalce kot za otroke, ker je in seveda za domačine, absolutno domačini tukaj ste v zelo, naj rečem tako, skorajda v prvem planu. Učilnice na prostem so namenjene v dopoldanskem času, če poenostavimo, vrtcem in šolam za izvajanje pouka na prostem, tudi obveznih učnih vsebin, sploh ne samo tistih prostočasnih in tako naprej. In pa v popoldanskem času za krajane, za druženja. Samo kratko od srčnega centra še. Lih na kratko glede srčnega centra, kakšna je posebnost tega srčnega centra prav v parku Trebnik? To je, se pravi, hrbtna stran srca in Konjicam daje močen hrbet in podporo in potem z obeh strani to preliva, se pravi, to univerzalno ljubezen in to mehkobo na obe strani mesta in enako kvaliteto daje tudi obiskovalcu. Se pravi, na zadnji strani imamo ljudje in prostor raven vzrokov, to, kar se šele pripravlja za naše življenje. Medtem ko na sprednji strani je vse, kar se nam odvija pred očmi vsakodnevno. In hrbtna stran, kot je zdaj tale srčni center, pomaga, da to, kar se nam pripravlja v življenju, se pravi naši vzroki, da jih potem z primernimi programi in obiskom na en boljši pozitiven način preoblikujemo za svoje življenje. Tako da pri teh obiskih je ena velika dobrobit tudi odločitve in inspiracije. Se pravi, da ko obiščemo kraj, ko smo umirjeni, stran od stresa, pride en zelo lep navdih lahko za neke nove pozitivne odločitve in ta srčni center nas na ravni vzrokov z eno močjo hrbta zelo podpre, da se odločimo za ene nove, boljše stvari v življenju. V marcu mesecu bo labirint tudi predstavljen, ko bojo turistični programi predstavljeni tudi za krajane, ker je zelo pomembno,
da te učilnice uporabljajo krajani. Se pravi, vaje revitalizacije, ki bojo izoblikovane za obiskovalce, so ravno tako uporabljene za domačine. Tako da vas že zdaj povabim za ta pomladanski čas. Avtor vseh teh oziroma izvedbo vseh teh učilnic na prostem smo zaupali Niku Lazniku, gozdarju iz Stranic, ki ima zelo velik čut do narave in bi ga zdaj prosila, če pove par besed o tem, kako je šla ta izvedba in kakšen je njegov doprinos in kako on vidi ta doprinos za vse generacije. Hvala lepa za besedo. Lepo zdrav tudi v mojem imenu Konjiških gozdarjev in pa naj vas pozdravim še toliko bolj prisrčno v imenu Konjiške gore. Rad bi rekel to, na 3 lokacijah izvajamo tole programe, se pravi Konjice, Špitalič in pa Stranice. Edina povezovalka med vsemi temi kraji je pa res Konjiška gora. Ne ostane tole neka mati naše narave. Dajmo skrbeti pa bdeti nad njo, da ostane taka nam in našim nadaljnjim generacijam. Prisrčna, dobrovoljna, odprta za vse nas. Jaz z njo živim že več kot 30 let kot gozdar. Danes sem pa res, iskreno vam povem, navdušen nad temi projekti, ki so se začeli izvajati v našem okolju. Ne samo za nas, ampak za naše zanamce. Za naše otroke, ki jim moramo pokazati prvobit življenja. Vsi poznamo svoje stare starše, zgodovine nazaj, kako smo živeli z naravo. Z to globalizacijo pa se začnemo utajevati. Mi malo manj, ampak če ne bomo znali prisluhniti naravi, ne bomo znali povezati nas, naše otroke in pa tisto prvobit življenja. Konjiška gora je res en endemit v Sloveniji. Edina je v tem območju, ki je, kako naj rečem, povprek postavljena v celi slovenski krajini. Neka prelomnica je bila zaradi nje med Celjsko kotlino pa Panonsko nižino. In edini možni prehodi v zgodovini so lahko potekali po stari rimski cesti in zato je pri nas tudi izredno bogata kulturna dediščina. Z vsemi temi naselbinami, ki so takrat obstajale na tem območju in zgodovina, če jo poznate, vam bo veliko povedala, da je tu v tem predelu ogromno starih naselbin bilo, ogromno se je dogajalo in jaz upam, da se bo danes tudi to delo nadaljevalo. In vesel sem, da sem spoznal Robija in pa Karin, da z njimi sodelujemo pri teh projektih. Jaz upam, pa verjamem, da je to prvi, nikakor pa ne zadnji in da bomo z takim delom nadaljevali ter pritegnali širšo publiko oziroma domačine in pa vsekakor naredili maksimalno, kar se da narediti za naše otroke. Hvala lepa. Bravo, Hvala, Niko, za tako toplo predstavitev Konjiške gore. Jaz verjamem, da je v sredini res topla. Mi smo se na izobraževanjih, ki sem jih že vodila za vrtec tukaj v Slovenskih Konjicah, ukvarjali že s konjiškim zmajem in je zanimivo, da se je tako povprek postavil tale zmaj. Tako da to, kar delamo na izobraževanjih, je prav čutenje. Ena taka vaja gre, da mi goro začutimo
Ne, vemo vse podatke, Niko tudi ogromno ve, kaj vse se najde od rastlinja zelo posebnega na njej in tudi živalskega sveta in tako naprej. Ravno tako pomemben je pa ta del, da je za nas gora bitje. Kaj nam pove? Kaj je zdaj ta organizem v pokrajini in kaj nam prinaša v naša osebna življenja. Takole so se raziskovanja labirinta lotili otroci, ko je bil še v fazi postavljanja, in zdaj bi prosila Matejo Furman iz vrtca Slovenske Konjice iz enote Tatenbach, da pove par besed o njenih izkušnjah s tem, ko se je kot ena vzgojitelj izključila izobraževanja gost inteligenca narave in kakšen je pol doprinos teh metod dela z otroke. Hvala za besedo. Jaz sem se tako odzvala k temu izobraževanju, ko smo bili pozvani, ker mi smo res tak vrtec, umeščen v park, gost, zraven imamo tu kulturno dediščino, dvorec Stepnik, staro mestno jedro in na koncu še Stari grad, ki je otrokom neverjetno blizu. Ko sem razmišljala, kaj lahko še mi več ponudimo, kar Kalin rekla, vi imate tako čudovito okolje, ko nekdo pride od drugod pa reče, vi imate tako lepo, nam je pa tako samoumevno ta park, vodne elementi, ribnik, potok, to je otrokom neverjetno blizu. In mi smo res vsakodnevno vsaj 1 uro v tem prelepem okolju. Ko je tudi povedala, kje bo ta srčni center Slovenskih Konjic, sem jaz takoj Karin povedala, to je prostor, kjer smo mi veliko, kamor smo si odnesli odeje v poletnem času, kjer smo prebirali knjige, se tudi naučili kakšno novo pesem. Ko pa smo začutili tole senzibilizacijo, ki nam je bila predstavljena, smo pa videli, da lahko otrokom tudi na nek nov pristop, da lahko otroke naučimo na ta spoštljiv in odgovoren odnos do narave. Že mi sami z našim zgledom prenašamo to na otroke. In vse te slike, ki so iz tega parka, torej otroci vsakodnevno bivajo v tem okolju. Mi smo se preko igre v naravnem okolju veliko naučili. Odziv staršev je bil letos zelo lep. Starši so velikokrat rekli, otrok me povabil na sprehod park, pokazal mi je neke nove drevesne vrste. Veliko smo se res preko igre naučili in vesela sem, da sem bila letos del tega. In da spomladi nadaljujemo še z gozdom. Kot je Mateja Furman nam ravnokar povedala, otroci so zelo pristni in oni znajo instinktivno poiskati tista zdrava in energijsko bogata okolja. In še zato je toliko bolj pomembno, da jim v bistvu mi kot odrasli stopimo naproti in da ohranimo naravo za take dejavnosti. Zdaj bi pa povabila k besedi še Janjo Brglez iz osnovne šole pod Goro, kjer so tudi izvajali dejavnosti v parku v srčnem centru. Ja, tudi mi. Jaz sem učiteljica v 1. razredu osnovne šole, oziroma nadaljujem z njimi v 2. razred. Zelo pogosto porabljamo v bistvu naravo, hodimo veliko v naravo, spremljamo dogajanje v naravi in nam je ta učilnica v bistvu bila še za piko na i, da pač imamo neki prostor še ritke položiti, ker kakorkoli pri nas je proces učno usmerjen, moramo neke cilje pač doseči tudi na takšen naravni način. In v bistvu pripeljati otroke spet iz tistega zaprtega šolskega prostora v naravo, da jo začutijo, da se tudi v bistvu tukaj da kaj naučiti, je potrebno, bom rekla, kar dosti nekih priprav, nekih dela, da jih motiviraš, ker kakorkoli, ko so oni v naravi, bi se verjetno več igrali, ti pa imaš nekako v cilju, da jih moraš še nekaj naučiti. Tako da smo pač imeli eno aktivnost oziroma tri postaje aktivnosti tudi z senzorno potjo, da smo pripravili, da so otroci se po teh količkih, ki ste jih prej videli, sezuli, hodili bosi, potem nadaljevali z senzorno potjo, da so hodili po storžih, po žiru, po želodu, skratka po različnih poteh. Združevali smo pa učne vsebine v naravi, da so pač v bistvu še naravo občutili, otipali, vonjali, tudi v bistvu za pomočjo senzibilizacije opazovali, znali tudi v bistvu vse te svoje čutila uporabiti v
pa naših učnih ciljih, ki jih pač moramo nekako izvesti. Tako da res tale jesenski čas je bil čudovit za te aktivnosti. Mi imamo manj časa, recimo, da naredimo premik, ker smo le malo bolj oddaljeni od parka, da naredimo premik do tega učilnice na prostem, rabimo malo več časa, tako da potem je treba vse te aktivnosti tudi načrtovati in pripraviti, v bistvu ves čas tudi voditi delo in doseči cilje, ki si jih pač zastaviš. Tako da bomo pa spomladi smeli nadaljevati, tako kot v vrtcu, tako da je to kakorkoli zelo, zelo dobrodošlo, ker ta v bistvu travnik je res neonesnažen, čudovit. Mi smo imeli srečo, da ko smo se že premik naredili, da smo od 2 verišk pregnali ptice, eno veliko ujedo spremljali, kako je pač hodila po travniku, tako da res v bistvu neokrnjeno in jo moramo čuvati, tako je preko Niko prej, da moramo res v bistvu naučiti otroke ceniti vrednote narave, ki jih imamo v obliki. Zelo pomembno je, pogosto slišim v vrtcih, da se trudijo, da razvijajo celosten pristop, vendar se potem marsikaj porazgubi, ko grejo otroci v šole. Tako da zelo pomembno je, sem zelo vesela, da šola Podgoro sodeluje tudi v projektu, da te dejavnosti nadaljujemo tudi v starejših generacijah, tako da v okviru projekta bo tudi predstavitev za srednješolce tukaj v Slovenskih Konjicah in da res povežemo vse generacije. Zdaj bomo samo še preleteli te naše učilnice še drugje. V Špitaliču, tako kot je Robi rekel, imamo ta naravni gaj. Na tem mestu je v bistvu center elementarnih bitij, duhov narave, ki jih poznamo iz pravljic, kot so vile in palčki. In tukaj smo uredili en tak mini amfiteater za poslušanje pravljic ali pa meditativne vaje. Če vidite tle vmes na sredini zraven drevesa desno star štor, ki razpada, smo ga zanalašč pustili, ker se od narave moramo učiti v vseh fazah in vse učilnice so postavljene v okolja tako, da so bili minimalni posegi. Ja, v enem stavku, skozi mojo raziskavo sem ocenil, da na tem svetem kraju so naši predniki se posvečali izpolnjevanju želj. Ampak ne samo zase, ampak za vseh hkrati, za skupnost, za naravo, za dobro vseh. Tako da to kvaliteto nosi še zmeraj kraj v sebi za ta poglobljena doživetja. V Špitaliču, v tem gaju je postavljena tudi mreža za opazovanje narave, za počitek v bistvu in za to povezovanje, za perspektivo navzgor v krošnje. Pa 2 ležalnika, s tem, da je to kraj, ki je res namenjen predvsem otrokom. Ima to posebno specifiko. V Stranicah imamo zdravilno vodo in takole je opremljen predel z podestom, ki nas vodi do tega izvira Zverovje, tako da je dosegljivo tudi v slabem vremenu, ko izvir poplavlja. In Niko je zelo tenkočutno opazil te drevesa, ki so poganjke dreves, ki so prej krajani to sčistili in jim omogočil, ne vem, če se vidi, mislim, da se luknje v podestu, skozi katere bojo spet drevesa zrasla. To so pa dejavnosti osnovne šole iz Stranic in vrtca Zreče, enote v Stranicah. Na tej desni sliki so že zgorej, ker v Stranicah, tako kot sem rekla, imamo 2 učilnici na prostem, ena pri Zverovju, ena pa na hribu nad Zverovjem. In zdaj bi ob zaključku povabila v besedi še Danijelo Šuc kot predstavnico turističnih vodnikov tukaj iz
Slovenskih Konjic. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz sem predstavnica turističnih vodnikov v nastajanju turistične vodnice. Namreč moja prva profesija ni bil biti turistični vodič, ampak vzgojiteljica predšolskih otrok. Že v tem obdobju, ko sem delovala še v službi, smo pravzaprav imeli tako imenovani turistično-raziskovalni krožek, kjer smo razvijali in spremljali in otrokom dali vse možnosti videnja našega potencijala v kraju. Sedaj pa na povabilo ravnatelja vrtca Slovenske Konjice sem sprejela izobraževanje geomantije. Zakaj? Zato, ker sem se z senzibilizacijo srečala že tudi na izobraževanju v Slovenski Bistrici. Takrat se je vrtec Slovenske Konjice vključil k izobraževanju v Slovensko Bistrico. 2 leti smo bili deležni tega izobraževanja. Pa moram priznati, da takrat kot vodja vrtca te senzibilnosti nisem zmogla tako zaznati, kot jo zaznavam sedaj. Hvala za povabilo, hvala Karin in Robiju za to vodilo, za to pot, ki mi jo dajeta. Rečeno je bilo, da je potrebno se učiti skozi vse življenje. Ja, jaz se učim v tem 3. življenjskem obdobju za turističnega vodiča. Ampak predvsem najprej moram dati sebi to, kar jaz potrebujem, da bom lahko razdajala drugim. Jaz moram najprej zaznati sebe v okolju in to zaznavam sedaj po tej poti, po tem učenju, po tej učenju geomantije, senzibilnosti. Rada sem v naravi, se srečevala z drevesi, želela bosa hoditi po mehki travi. Čudovito je biti v gozdu, ampak nikoli nisem zaznavala tega tako, kot zaznavam zdaj. In res mi je v dobrobit, da bom smela to deliti z drugimi. Kdo bi naj bil moja ciljna skupina? Seveda vsi, ki bi si to želeli. Predvsem bi pa želela to vodenje podati širše družinam otrok, bodi si predšolskim ali bodi si šolskim otrokom, ker se mi zdi, da v naravi, v tem našem osrčju Slovenskih Konjic, pa tudi v Stranicah, pa tudi v Špitaliču, ker me pot vodi v vse smeri, ker nas povezuje Konjiška gora, tako kot je rekel Niko, da bi želela, da ostanejo družine bolj povezane. Zdaj vsi nekako gredo vsak svojo pot. S tem vodenjem na takšen način bi pa seveda to povezanost lahko še poglobili sami seboj, z povezanostjo družine in s povezanostjo narave, z naravnimi danostmi, ki nam jih narava podarja in daje. Hvala Tako, jaz se vam zahvaljujem za pozornost. Sledijo vprašanja. Hvala lepa. Izvolite. Čustva po nekam izgubila, solzice so se posušile, vse gospe so vse povedali, kar sem mislila. Jaz lahko samo rečem hvala, jaz sem Konjičanka in so mi to zdaj nove stvari in sem vse prav srkala vas, kar ste povedali od tega gospoda gozdarja naprej in vaju in ravnateljci in tako naprej. Super, hvala lepa, odličen večer mi je bil. Čestitka projektu vsem udeležencem Robiju, Karin,
kar v glavnem prvovrstno čestitam na projektu, zanima me, če možno to tudi preslikati, mogoče kakšna druga okolja znotraj občine Konjice, naprimer Zreče, Rogla, Resnik. Upam, da se bo to nadaljevalo, tako da le tako s takim delom naprej. Ne vem, kaj ste naredili v teh slovenskih Konjicah. Jaz sem zunanji opazovalec. Se pravi, ne bom del vas, nisem del vas, ampak napredno, tako intenzivno in prodorno, tako kot ste se tule uspeli združiti, povezati in odpeljati projekt, ki bo, govorimo veliko besedi, celostno, holistično. Eno je beseda, ampak vi to tako dejanjate, da jaz sem fasciniran, kako ste tako različne organizacije skrb stopile. Prihajam iz občine Domžale, sicer ste v vodu nekaj malega slišali v enem OPN-ju, nekaj tehnologiji občinskih, ampak tole, rečem samo iskrene čestitke, ste ena srčica slovenstva. Mi sicer žal, da mi danes ni uspelo iz naše občine še koga zraven pripeljati, ampak se vseeno. Iskrene čestitke in sem ponosen na vas, ponosen na Robija Karin in jaz mislim, da tako čutenje, zaznavanje in tako kot pevljate, da se vračate nazaj k človeku in jaz v naši kraj, v našo občino seveda to bom prenesel, opazene svoje zaznave, kaj sem danes tu slišal, predvsem pa vas vse ostale, ki ste zraven govorili. Bil na znanje veliko poznam, nič novega nisem danes vedel, pa med slabega ne mislim, ampak to, kako ste vi prakticirali stvar, Katanc bi rekel, kako dora, ker sem direktor zdravstva športa. Hvala, Uroš. Gremo. Vabi vse še nazaj. Gremo še enkrat ekipa. V glavnem, ne teatralno. Tri, štiri, zdaj. Smile. Hvala.